Fotografije nam omogočajo, da ujamemo določen trenutek v času in se k njemu vedno znova vračamo. Večina izmed nas uporablja fotografije za beleženje pomembnih trenutkov naših otrok, fotografiranje življenjskih dogodkov ali za zajemanje slik čudovitih počitniških destinacij. A vendar obstaja še druga plat te tehnologije, ki preiskovalcem omogoča, da povežejo storilce z njihovimi zločini. In celo takšna, ki storilcem omogoča, da zavedno ovekovečijo svoja dejanja. Številka 10. 43-letna Mita Valentine iz Fayetteville v Severni Karolini je bila po besedah svojih bližnjih ljubeča in skrbna ženska, ki je bila globoko predana svojim 3 otrokom. Mita je bila tudi redna članica cerkve Deliverance Praise Church of Worship, kjer je delala. Zato je skupnost vedela, da je nekaj narobe, ko ni prišla na biblijski študij. Mita in njeni 3 otroci so živeli v stanovanjskem kompleksu Sycamore Park v Fayetteville v Severni Karolini. Podnevi je delala kot tajnica v cerkvi Deliverance Praise in bila izjemno dejavna v cerkvi. Ko ni bila doma s svojo družino, je bila Mita običajno v cerkvi, pomagala pastorju in urejala dogodke za skupnost. Njena vera je bila globaka in pogosto je obiskovala biblijske študije ter bila prisotna pri vsaki pridigi skozi ves teden. Po poročilih je Mita živela sama, vendar je bila v zvezi z moškim po imenu Reginald McDowell. Reginald je bil oče enega od njenih otrok, vendar je bila njuna zveza burna in imela dolgo zgodovino družinskega nasilja. Leta 1999 je Reginald ugrabil Mito. Nekatera poročila pravijo, da je ugrabil tudi njenega takratnega fanta, zaradi česar je bil obsojen na 15 let zapora. Zdi se, da sta bila pred ugrabitvijo par, vendar sta zvezo prekinila nekaj časa pred letom 1999. Leta 2011 je bil Reginald izpuščen in ponovno sta bila skupaj. Po podatkih projekta Charlie naj bi par razpadel v začetku oktobra 2014. 28. oktobra 2014 je Mita poklicala svojo mamo okoli 22:30 iz svojega stanovanjskega kompleksa. Med klicem pa je njena mama opazila, da govori nenavadno, v ugankah, vendar ni vztrajala pri tem vprašanju. Naslednji dan je cerkev imela običajni svetopisemski študij, vendar so opazili, da manjka ena članica, Mita. To je bilo zelo nenavadno, zato je cerkev takoj stopila v stik z njeno družino. Ker nihče ni mogel stopiti v stik z njo, so poklicali policijo v Fayetteville in odprli preiskavo. Kljub njihovim poizvedbam je policija izvedela, da je bila Mita v tednih pred izginotjem zelo prestrašena in je pogosto prosila ljudi v cerkvi, naj jo pospremijo domov. Eden od njenih sosedov je tudi povedal, da Mita tik pred izginotjem Reginaldu ni dovolila vstopiti v svoje stanovanje. Zaradi zgodovine nasilja so preiskovalci takoj usmerili pozornost na njenega bivšega fanta, vendar so imeli težave, saj je izrazito primanjkovalo dokazov. Organizirali so iskalne skupine, vendar tudi po tednih ni bilo nobenega sledu o njej. Tedni so se spremenili v mesece, a še vedno ni bilo nobenega sledu o Miti. Kmalu po njenem izginotju je njen bivši fant Reginald pobegnil iz zvezne države in prekinil stike s svojo družino v Fayetteville. Policija je verjela, da bo primer ostal nerešen. To je veljalo, dokler niso pregledali posnetkov varnostnih kamer pred Mitinim stanovanjem. 28. oktobra, dan preden je izginila, so jo okoli 17:30 videli, kako je tekla v svojo stanovanjsko stavbo. Ko se posnetek nadaljuje, je mogoče videti Reginalda, njenega bivšega fanta, kako jo zasleduje v notranjost. Marca 2018 so bili proti Reginaldu končno vloženi obtožbe, s čimer se je končala 4-letna preiskava. Nažalost je Reginald McDowell še vedno na prostosti, pri čemer je zvezna država Severna Karolina zelo zainteresirana, da ga najde in pripelje njegov primer pred sodnika. Verjame se, da je Reginald v New Yorku in bo izročen, ko ga bodo našli. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj kontaktira policijsko upravo Fayetteville na številko 910 4331 529 in navede številko primera 14032 14 302 112. Številka 9. Leta 2006 je 26-letna Jodi Arias iskala novo priložnost. V najstniških letih in zgodnjih 20-ih je opravljala različna dela. Zdaj pa si je želela nekaj, v kar bi se lahko resnično poglobila. Takrat je odkrila delovno mesto v prodaji v podjetju z imenom Prepaid Legal Services. Jodi je oboževala svojo novo službo in dejstvo, da je lahko potovala po zahodni obali. Septembra tistega leta se je Jodi udeležila podjetniške konference v Las Vegasu in se družila s številnimi vodilnimi v podjetju. Na tej konferenci je spoznala tudi Travisa Aleksandra, še enega prodajalca v podjetju. Takoj sta se ujela in njuna povezanost je bila močna in takojšnja. Preživela sta vikend skupaj in se dogovorila, da bi se rada še naprej videvala. Kljub temu, da je Jodi živela v Kaliforniji, Travis pa v Arizoni, je njuna zveza ostala močna. Jodi pa se je celo spreobrnila v cerkev svetih iz poslednjih dni zaradi njega. Po leti 2007, po le nekaj mesecih skupaj, je Travis prekinil zvezo z Jodi. Njuna zveza je bila v tako kratkem času izjemno intenzivna
in Travis ni bil prepričan, kam želi, da bi šla njuna zveza. Nažalost, Jodie ni dobro sprejela razhoda in je začela Travisu nenehno pošiljati sporočila. Le nekaj tednov po razhodu se je Jodie preselila iz Kalifornije v Mesa v Arizoni, kjer je živel Travis. Medtem ko je živela v Mesi, je Jodie pogosto nenapovedano prihajala k Travisu domov in si sama odprla vrata. Njuno razmerje je bilo nestanovitno. Travis pa se je z Jodie občasno zapletal v priložnostne zveze. V tem času je Travis začel hoditi tudi z drugo žensko, kar je Jodie še dodatno razjezilo. Njegovi prijatelji so celo trdili, da mu je ona prerezala pnevmatike, da bi se mu maščevala. Do junija 2008 se je zdelo, da sta oba šla naprej, vendar so telefonski zapisi kasneje pokazali, da sta še vedno občasno imela intimne stike. Tisti mesec bi moral Travis iti na službeni oddih v Cancunu v Mehiki, vendar se ni pojavil in nihče ga ni mogel dobiti. Ko se je vikend končal, so se Travisovi prijatelji odločili obiskati njegov dom, saj so se začele pojavljati skrbi. Ko so 9. junija prispeli v njegov dom, jih je pričakal temačen prizor zločina. Travisa so našli v glavni kopalnici, kjer je utrpel številne vbodne rane. Ko je policija prispela, je ugotovila, da je bil Travis mrtev že več dni in da mu je nekdo vzel življenje. Prvi sumi so padli na Jodie, zavrnjeno bivšo dekle, vendar je imela alibi in je trdila, da je bila v Kaliforniji s svojo družino. Preiskovalci so ji deloma verjeli. Vse dokler niso na kraju zločina odkrili digitalni fotoaparat, ki je bil postavljen v pralni stroj. Kljub vodni škodi so ekipe za digitalno forenziko uspele obnoviti fotografije, ki so povedale zelo obremenilno zgodbo. Na fotografijah sta bila Jodie in Travis vidna, kako se predajata intimnim dejavnostim, prisotnih pa je bilo še več golih fotografij obeh. Odkriti so uspeli tudi zadnjo fotografijo Travisa, ki je bila kdaj posneta, in med pregledovanjem so naleteli še na eno fotografijo, kjer je bil prekrit s krvjo. To, skupaj z drugimi forenzičnimi dokazi, je bilo dovolj, da je policija areterala in obtožila Jodie, da je vzela življenje svojemu bivšemu fantu. Po dolgem sojenju je bila Jodie obsojena na dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. Njen primer je zaradi njenega privlačnega videza vznemiril celotno državo, vendar je ta publiciteta zasenčila resnost primera. V vsem tem si Travis Alexander zasluži, ga pomnimo, namesto da dovolimo, da škandalozni naslovi prevladajo v tem primeru. Številka 8. 18-letna Brittany Gargle iz Saskatchewana v Kanadi je bila opisana kot bistro in ljubeče mlado dekle, ki je šele začela najti svoje mesto v življenju. Brittany je pred kratkim zapustila šolo in se odpravljala na svojo naslednjo veliko pustolovščino. Nažalost se je marca 2015 njeno življenje nenadoma končalo. Fotografija na Facebooku, ki jo je posnela tik pred smrtjo, pa je postala ključen dokaz v njenem primeru. 23. marca 2015 sta se 18-letna Brittany in njena prijateljica, 18-letna Cheyenne Antoine, odločili, da gresta v Saskatoon na večerni izhod. Bili sta neločljivi in prijateljici že od 9. razreda. Obe dekleti sta izkusili kanadski rejniški sistem in sta se globoko povezali zaradi svojih otroških izkušenj. Nekaj časa po polnoči sta dekleti odšli od doma, pripravljeni na noč v barih, a preden sta odšli, sta hitro posneli fotografijo. Na levi je Cheyenne, na desni pa Brittany. Fotografija je bila neopazna, prikazovala je dve najboljši prijateljici v srečnem trenutku, a nekaj mesecev kasneje je postala ključen dokaz. Ob 6. uri zjutraj, 24. marca, je policija v Saskatoonu prejela klic z oddaljene ceste blizu odlagališča, potem ko je mimoidoči opazil nekaj v grmovju. Ko so policisti prispeli, so odkrili truplo Brittany. Policisti so opazili, da so njeni čevlji manjkali, okoli vratu pa so bile temne ligaturne sledi. To odkritje je pretreslo Saskatoon, še posebej Cheyenne, njeno najboljšo prijateljico. Kmalu zatem je na Facebooku objavila spomin na svojo prijateljico in zapisala, kako zelo jo pogreša. Ko jo je policija zaslišala, je Cheyenne trdila, da je Brittany nekje po noči zapustila bar z neimenovanim moškim v 30 letih. Cheyennenin stric je to izjavo potrdil policiji in povedal, da se je njegova nečakinja vrnila domov okoli 4 ure zjutraj. Preiskovalci so začeli iskati tega neimenovanega moškega, vendar so v ozadju tiho delali še na drugi možnosti. Kar Cheyennini niso povedali, je bilo to, da so na kraju dogodka našli črn pleten pas. Ko so policisti pregledali njene strani na družbenih omrežjih, so našli fotografijo od prejšnje noči, na kateri je Cheyenne nosila enak pas. Cheyenne je še naprej zatrjevala svojo nedolžnost, vendar se je njena zgodba začela podirati. Njen stric je kasneje umaknil svoj trditev, da jo je videl ob 4 uri zjutraj. In novi posnetki varnostnih kamer so ovrgli, da bi Brittany odšla z moški. Zadnji udarec za primer je bil, ko so prispeli rezultati analize DNK s pasu. En komplet DNK je pripadal Brittany, drugi pa Cheyenne. Marca 2015 je bila Cheyenne aretirana in uradno obtožena, da je vzela življenje svoji prijateljici. Ko so jo soočili z dokazi, se je Cheyenne zlomila in priznala. Policistom je povedala, da sta se pijani sprli.
Nato je trdila, da je izgubila zavest in ko se je zbudila, je našla Brittany mrzlo na tleh. Januarja 2018 je Cheyenne Garga stopila pred kronsko sodišče v Saskatchewanu, kjer so jo spoznali za krivo manjšega kaznivega dejanja uboja. Tožilci so imeli težave dokazati naklep in so bili prisiljeni vložiti manjše obtožbe. 15. januarja je bila Cheyenne obsojena na samo 7 let zapora. Brittanyna družina je takoj odgovorila in javno izrazila svoje razočaranje. Brittanyna družina je medijem povedala, citira: "Od dneva, ko se je Brittany rodila, do dneva, ko nam je bila tragično vzeta, je bil njen duh sijoča luč v naši družini. Večino dni ne moremo nehati misliti nanjo in na to, kaj se je zgodilo tisto noč. Zelo nam manjka in jo ima vsa družina ter prijatelji zelo radi." Številka 7. Marca 2014 sta se 22-letna Sailor Williams in njen prijatelj, 22-letni Brandon Vega, podala na odpravo v Santa Barbaro v Kaliforniji. Oba sta bila nekoliko neizkušena in sta izbrala lažjo pot. Kar bi moral biti zabaven dan v divjini, se je hitro spremenila v kaos. 16. marca sta Sailor in Brandon spakirala avto in se odpravila na Cold Spring Trail v parku Gould v Kaliforniji. Pot je dolga približno 3,7 km in običajno traja 2 uri, da jo prehodiš. Pot je tudi delno neoznačena, kar lahko pohodnikom povzroča težave, če si prej niso prenesli zemljevida poti. Po besedah Sailorja se je njihov pohod začel normalno, a ko so napredovali, so ugotovili, da je teren bolj nevaren, kot so pričakovali. Ker so bili deli poti neoznačeni, sta oba začela zavijati na napačno pot in preden sta se zavedla, je sonce že zahajalo. Oba sta pozabila svetilke, njuna telefona pa sta se počasi praznila. Kljub temu sta nadaljevala v temo in sledila poti nazaj do svojega avtomobila. Sailor je skočila s skale, čeprav nekateri viri pravijo, da je padla in slabo pristala ter si zlomila gleženj. Kot dober prijatelj je Brandon poskušal nositi Sailor, vendar so bile razmere pretežke in oba sta padla, zaradi česar si je Sailor dodatno zlomila zapestje, roko in še drugi gleženj. Zdaj sta bila na razpotju in odločila sta se, da bo Sailor ostala, medtem ko bo Brandon šel po pomoč. Zlomi, skupaj s pomanjkanjem hrane in vode, so začeli vplivati na Sailor in čutila je, da prehaja v nezavest in iz nje. Ko je padla noč in pomoč ni prispela, je Sailor verjela, da ji ni več pomoči. Pozabila je tudi spakirati topla oblačila ali odejo, zato je bila izpostavljena vremenskim razmeram. Prišel je 17. marec in Sailor je bila še vedno živa, a je komaj še zdržala. Izčrpana in nesposobna govoriti, je ležala tam v grmovju in upala, da ji bo kdo pomagal. Kasneje tistega jutra so se 3 pohodniki, ki so hodili poti Cold Spring Trail, ustavili, da bi naredili nekaj fotografij. Ko pa so preverili svoj telefon, so na dnu pečine zagledali rdečo gmoto. Zaskrbljeni so poklicali osebje parka in v 1 uri so ekipe prispele na kraj dogodka. Ob preiskavi so ugotovili, da je bila ta rdeča gmota Sailorevi lasje. Ko so reševalci končno prišli do Sailor, je bila v zelo slabem stanju in je takoj potrebovala hrano in tekočino. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili obseg njenih zlomov. Na srečo si je Sailor popolnoma opomogla. Za medije je povedala, da je bila opažena samo zaradi svojih pobarvanih rdečih las, nato pa se je zahvalila pohodnikom, ki so jo našli. Nažalost, Brandon ni preživel, potem ko se je izgubil v divjini Santa Barbare, ko je iskal pomoč za svojega prijatelja. Brandonova družina je celo preložila njegov pogreb, dokler Sailor ni bil dovolj okrevan, da bi se ga lahko udeležil. Njegova družina želi, da bi ga ljudje pomnili kot prijaznega in pogumnega mladega moškega, katerega življenje se je končalo prehitro. Umrl je, ko je poskušal rešiti svojega prijatelja. Čast, ki je Sailor ne jemlje za samoumevno. Številka 6. Juan Catalan je živel normalno, mirno življenje v Los Angelesu v Kaliforniji. V poznih 90-ih je Juan dobil hčerko Meliso in od trenutka, ko se je rodila, je postala njegovo središče. Do leta 2003 sta si Juan in Melisa ustvarila trdno rutino in sta kot oče in hči najraje skupaj gledala tekme ekipe Los Angeles Dodgers. Avgusta 2003 je bil Juan aretiran zaradi zločina, za katerega je trdil, da ga ni storil, in njegova ljubezen do LA Dodgersov bo igrala vlogo pri njegovi obrambi. Avgusta 2003 se je Juan sproščal doma in užival v poletni vročini s svojo družino, ko je zaslišal hrup zunaj. Ko je pogledal skozi okno, je ugotovil, da specialna policijska enota nasilno vdira na njegovo posest. V nekaj sekundah so policisti vdrli skozi vrata in zahtevali, da leže na tla. Zmeden, a ni želel tvegati svojega življenja, se je predal in so ga odpeljali na policijsko postajo.
Tam so policisti predstavili svoje obtožbe in razloge za aretacijo. V začetku tistega leta, maja, so Marto Puebla našli mrtvo pred njenim domom. Preiskovalci pa so nato Juanu povedali, da so očividci tistega dne povedali, da so ga videli na kraju zločina. Juan je vztrajal pri svoji nedolžnosti in policistom povedal, da je bil v času zločina na tekmi Dodgersov. Nažalost, ni mogel predložiti vstopnice, ki bi potrdila njegovo prisotnost, zato se je primer proti njemu nadaljeval. Dokazi proti Juanu so bili v najboljšem primeru posredni. Delovna teorija je bila, da je napadel Marto iz maščevanja za njeno pričanje proti enemu od njegovih prijateljev. Poleg tega pa naj bi pričala tudi proti njegovemu bratu Mariju, vendar ni jasno, ali je to res storila. Kljub temu, da je Juan ustrajal pri svoji nedolžnosti, je brez jasnih dokazov vedel, da je vse proti njemu. To je trajalo, dokler njegova pravna obramba ni odkrila nečesa, kar bi zavedno spremenilo primer. 12. maja 2003 je televizijska oddaja Curb Your Enthusiasm snemala prizore na stadionu Dodgers za prihajajočo epizodo The Carpool Lane. Njegova obramba pa je upala, da bodo posnetki razbremenili Juana in dokazali njegov alibi. Po pogovoru s studijem je njegova obramba prejela fotografije s tiste noči in v olajšanju vseh so prikazovale Juana in njegovo hčerko Meliso na njunih sedežih na stadionu. Ta dokaz je bil predstavljen Los Angeleški policiji in sodišču, ki sta primer uradno opustila v začetku leta 2007. Potem je bil Juan izpuščen iz zapora in njegovo ime je bilo končno očiščeno v medijih. Prav tako je prejel poravnavo v višini $320,000 od mesta Los Angeles za čas, ki ga je preživel v zaporu, vendar je poudaril, da mu denar ne bo povrnil časa, ki ga je izgubil svojo hčerko. Leta 2017 je Netflix produciral dokumentarec o njegovem primeru z naslovom Long Shot, ki poudarja, kako je ena fotografija rešila nedolžnega človeka in kako pravosodni sistem ni vedno sposoben pravilno obravnavati primerov. Številka 5. Združeno kraljestvo je ena najbolj nadzorovanih držav na svetu, z ocenjenimi 7,5 milijona nadzornimi kamerami, kar pomeni ena kamera na 11 ljudi. Ta statistika ne vključuje avtomobilskih kamer in kamer na zvoncih, ki so postale priljubljene v zadnjih 10 letih. Tako so preiskovalci, ko je v Londonu izginila 33-letna Sarah Everard, vedeli, da bodo fotografski dokazi ključni za rešitev primera. Sarah Everard je diplomirala na univerzi v Durhamu in po končanem študiju človeške geografije konec 2000 se je preselila nazaj na jug. Do leta 2021 je dobila službo v medijski agenciji in je bila odgovorna za digitalni marketing. Bila je izjemno dobra v svojem delu in je rada sodelovala z različnimi ljudmi z vsega sveta. 3. marca 2021 se je Sara zbudila in kot običajno odšla na delo. Čez dan je govorila s svojim fantom in tudi s prijateljico, ki jo je nameravala obiskati kasneje. Okoli 17. ure je Sara odšla in se odpravila k tej prijateljici v Clapham v južnem Londonu. Po poročilih sta Sara in njena prijateljica jedli in klepetali, preden je Sara okoli 21. ure odšla. Živela je v Brixtonu, 10 milj oddaljenem od Claphama, do katerega je zaradi odlične londonske prometne infrastrukture enostavno priti. Tik pred 9:30 zvečer je poklicala svojega fanta, kar je postal njen zadnji znani stik. Sara se naslednji dan ni pojavila v službi, kar je bilo zanjo zelo nenavadno. Ko je dan minil brez kakršnihkoli novic, so njeni delodajalci stopili v stik z njeno družino, ta pa je nato obvestila metropolitansko policijo. Metropolitanska policija je javno pozvala k pomoči šele 6. marca in takoj, ko je primer prišel v medije, je postal osrednja tema v državi. V naslednjih dneh je policija medijem posredovala vse razpoložljive informacije, vključno s posnetki varnostnih kamer Sare na cesti A205, ko je hodila proti Brixtonu. Kar metropolitanska policija ni razkrila javnosti, je bilo to, da so naleteli na zelo zaskrbljujoče fotografije in posnetke varnostnih kamer, ki so kazali na enega izmed njihovih lastnih policistov. Le nekaj dni po izginotju Sare je novica o aretaciji 48-letnega Wayna Cousinsa povzročila pravo norijo v državi. Metropolitanska policija je potrdila, da so ga areterali v povezavi s Sarinim izginotjem, verjetnim umorom in ugrabitev. V mesecih, ki so sledili, je metropolitanska policija razkrila posnetke nadzornih kamer in fotografije, ki so jih odkrili, na katerih je Wayne ustavil Saro na Pointers Court v Claphamu. Očividci so potrdili dogodke in povedali, da so videli, kar so verjeli, da je bil tajni policist Wayne, ki je areteral Saro ob strani ceste. Wayne Cousins je kot policist delal od leta 2002 in je leta 2018 napredoval v metropolitansko policijo, kjer je prav tako delal kot oboroženi policist. Leta 2020 je prejel še eno napredovanje v enoto za parlamentarno in diplomatsko zaščito, kjer je imel še naprej dostop do strelnega orožja. Metropolitanska policija je izjavila, da je Wayne uporabil svojo službeno izkaznico, da je pretental Saro, da mu je dovolila, da ji nadene lisice, nato pa jo je stlačil v svoj avto. Nekje med potjo mu je padla maska in postalo je jasno, da Sara ni bila aretirana zaradi kršenja pravil COVID-19.
Wayne je nato Saro odpeljal na odročen del Dovra, kjer jo je napadel, nato pa njeno telo pustil v gozdu. Fotografski in CCTV dokazi so bili ključni v primeru Sare in so metropolitanski policiji omogočili, da je zgradila trden primer proti Wayneu. Septembra 2021 je bil Wayne Couzens spoznan za krivega, da je vzel Sarino življenje. Sodišče je slišalo, kako je tisti dan načrtoval, da bo našel in napadel ranljivo mlado žensko. Ugotovljeno je bilo tudi, da je imel več prijav zoper sebe v času, ko je bil policist. Vendar so bile te bodisi neodkrite ali pa so jih omalovaževali. Zaradi svojega položaja policista, poklica, ki naj bi ščitil ljudi, sodnik ga je obsodil na dosmrtni zapor s pogojem, da ostane v zaporu do konca življenja, kar pomeni, da nikoli več ne bo prišel na prostost. Sarahina družina želi, da bi jo ljudje pomnili po njeni ljubeči in prijazni naravi. Prav tako upajo, da bo njena smrt pripomogla k sprejetju več zakonov v Združenem kraljestvu za zaščito žensk in deklet. Številka 4. Russell Williams je bil nekoč eden najbolj odlikovanih vojakov v Kanadi in je imel visok čin v oboroženih silah. Njegovo delo ga je vodilo po vsem svetu in celo zaupano mu je bilo, da prevaža tako domače kot tuje dostojanstvenike. Proti koncu prvega desetletja tega stoletja se je Russellova kariera ustavila, ko so odprli veliko kriminalistično preiskavo. Russell, rojen v Angliji, se je svojo družino preselil v Kanado, ko je bil še zelo mlad. In tako je odraščal kot kanadski državljan. Z oboroženimi silami se je srečal že zelo zgodaj, saj je bil njegov očem pripadnik vojske, zaradi česar je družina potovala po svetu na različne baze. Do let 1987 je postal mlad moški in nedavno diplomiral na univerzi. Leto po diplomi se je vpisal v kanadske oborožene sile in že 3 leta po začetku službe je pridobil pilotsko licenco. Bil je tako nadarjen pilot, da so mu celo zaupali usposabljanje novih rekrutov. Z lahkoto je napredoval in sredi 90-ih let je prevažal diplomate in dostojanstvenike po vsem svetu. Leta 1999 je bil povišan v polkovnika in postal eden najvišje rangiranih pripadnikov oboroženih sil. Njegovi nadrejeni so v priporočilih izpostavili njegovo inteligenco in prilagodljivost in zdelo se je, da v vojski živi popolno življenje. Do leta 2010 sta Russell in njegova žena Mary živela blizu letalske baze Trenton v Trentonu, Ontario. In zdelo se je, da bo Russell v nekaj letih odšel v pokoj kot odlikovani častnik. To je veljalo do februarja 2010, ko so ga pripeljali na zaslišanje pri policiji v Ontariju. V začetku tega meseca je 27-letna Jessica Lloyd izginila iz svojega doma v Bellevilleu, Ontario, v nenavadnih okoliščinah. Pred njenim domom so preiskovalci v snegu našli sledi pneumatik vozila Nissan Pathfinder. Po naključju je policist opazil Russellov avto in ugotovil, da so sledi njegovih pneumatik videti kot tiste, ki so jih našli pred Jessikinim domom. Ko so ga sprva privedli na zaslišanje, je vse zanikal, a ko so mu predstavili forenzične dokaze, je popustil. Russell je priznal, da je ugrabil Jessico in odvrgel njeno truplo na odročnem kraju. A to ni bilo edino kaznivo dejanje, ki ga je priznal. In ne samo to, policistom je povedal, da je na vseh prizoriščih svojih zločinov posnel fotografije. V naslednjih 10 urah je do potankosti opisoval svoja kazniva dejanja, vključno z nerešenim umorom desetnice Marie France Comeau, ki so jo novembra 2009 našli v njenem domu. Priznal je tudi, da je vlomil v domove 82 žensk, da bi jim ukradel spodnje perilo. Vse te zločine je fotografiral, vključno z umori, da bi jih lahko podoživljal, kadarkoli je želel. Sčasoma je Russell opazil, da so njegovi nagoni postajali vse močnejši in njegovi napadi so se stopnjevali. Priznal je tudi, da je izkoristil svoj čin in inteligenco, da je pridobil Marijino evidenco letov in tako vedel, kdaj bo sama doma. Preiskovalcem je uspelo najti tisoče fotografij, ki jih je Russell posnel na kraju dogodka, kar je še dodatno potrdilo njegovo krivdo. Oktobra 2010 je bil Russell Williams obsojen na dosmrtni zapor z najmanj 25 leti, preden bi lahko bil upravičen do pogojnega izpusta. Zaradi sojenja so Russellu odvzeli vse nazive in ga odpustili iz kanadskih oboroženih sil. Številka 3. Poleti leta 1984 je 21-letna Sherry Miller delala v baru v Los Angelesu, imenovanem Meat Market, da bi zaslužila za preživeti. Opisovali so jo kot srečno in inteligentno, začela pa je tudi delati načrte za preostanek svojega življenja. Sherry je želela postati manekenka in je menila, da bi bil Los Angeles popoln kraj, da bi tam predstavila svoj portfelj. Nekega večera julija tistega leta je Sherry začela še eno dolgo noč v baru, ko je vstopil William Bradford. Sedel je za točilni pult in bil zelo vljuden do Sherry, sčasoma pa sta začela klepetati. V nekaj urah je Sherry zaupala Williamu, da si želi postati manekenka. William pa ji je povedal, da ima srečo. Naključje je hotelo, da je bil fotograf in z veseljem bi ji naredil dobre portrete.
Povedal ji je tudi, da ji lahko priskrbi nekaj kontaktov v industriji. Nekaj dni kasneje sta se srečala in William je Sherry odpeljal na odmaknjeno taborišče v puščavi severno od Los Angelesa. Potem, ko je posnel nekaj fotografij Sherry od blizu pri skalni formaciji, jo je napadel. Ko je končal, je njene posmrtne ostanke dal v svoj avto in jih odvrgel na parkirišču nekje v Hollywoodu. Ko so našli njeno telo, so bile vse njene tetovaže in prepoznavne značilnosti odstranjene. Zato so jo poimenovali Jane Doe številka 60. Policija v Los Angelesu si ni mogla oddahniti, saj so 2 tedna kasneje našli truplo Tracy Campbell na puščavskem taborišču, na istem mestu, kjer je William fotografiral Sherry. Kasneje so izvedeli, da je William Tracy izvabil pod enakim pretvezo fotografiranje in pomoč pri začetku mlade manekenske kariere. Le nekaj tednov kasneje je William vzbudil sum pri LAPD, saj je bil zadnji, ki je videl Tracy živo. Sum je bil tako velik, da so preiskovalci sodnika zaprosili za nalog za preiskavo njegovega stanovanja. Ko so policisti vstopili, so našli na stotine fotografij mladih žensk v manekenskih pozah. Ena od fotografij je močno spominjala na Jane Doe številka 60, ki so jo našli julija. In William je bil aretiran. Preiskovalci so kasneje potrdili, da so nekatere fotografije res prikazovale Sherry Miller. Prav tako jih je skrbela dobrobit vsaj 50 žensk, ki jih je fotografiral v 70. in 80. letih. Postopek proti njemu je bil nenavaden, saj se je odločil, da bo sam svoj zagovornik. Hkrati pa je nenehno najemal in odpuščal odvetnike. Na koncu je William priznal svojo krivdo, ko je sodišču dejal: "Pomislite, koliko jih sploh ne poznate." Imaš popolnoma prav. To je to. Po dolgem sojenju zaradi Williamsovega vedenja je bil v obeh primerih spoznan za krivega in obsojen na smrtno kazen. Poslali so ga v San Quentin, kjer je leta 2008 umrl pri 61 letih. Leta 2006 je LAPD objavil poziv za identifikacijo žensk na Williamsovih fotografijah in v nekaj tednih so jih identificirali 31. Verjame se, da je William kriv za odvzem več drugih življenj in upamo, da bo pravosodni sistem tem družinam prinesel vsaj nekaj miru. Številka 2. 22 let se je družina 40-letnega Williama Molta spraševala, kaj se mu je zgodilo. Rojen in odraščal v Lantani na Floridi, je William živel mirno in tiho življenje ter delal kot svetovalec za hipoteke. Zvečer, 7. novembra 1997, je William odšel v erotični bar, da bi se po napornem dnevu v službi sprostil in odpočil. Okoli 21:30 je iz bara poklical svoje dekle in ji povedal, da bo kmalu doma. Vendar ni nikoli zaslišala njegovih ključev v ključavnici. Ko se naslednji dan ni pojavil v službi, sta v njegovo dekle in družina prijavila kot pogrešanega šerifovemu uradu okrožja Palm Beach. Preiskava je takoj zašla v slepo ulico. Priče v baru tisto noč so potrdile, da je imel William nekaj pijač, vendar ni bil pijan in je bil videti dobre volje. Njegova družina je potrdila, da ni imel znanih sovražnikov in ni imel finančnih ali ljubezenskih težav. Bilo je, kot da bi izginil z obličja zemlje in preiskovalci so se bali, da primera nikoli ne bodo rešili. Naslednjih 22 let je primer ostal nerešen, dokler si ni geodet ogledoval hiš na Google Earth v soseski Grand Isles v Wellingtonu na Floridi, 19 milj od Lantane. Ko si je ogledoval nepremičnine, je geodet opazil belo gmoto v ribniku, ki je ločeval hiše. Sprva je bilo težko razločiti, kaj je to, in ko je približal sliko, je ugotovil, da je to avto. Na srečo je geodet poznal lastnika hiše, Barryja Feja, in ga je kontaktiral, da bi ga obvestil. Barry je povedal za Palm Beach Post, da svoje posesti na ravni obale ni mogel ničesar videti, zato se je odločil, da sam preveri Google Earth, in tudi on je to opazil. Nato je poslal dron na ribnik, ki je pokazal enake ugotovitve kot Google Earth. Ko je zbral dovolj dokazov, je Barry stopil v stik s šerifovim uradom okrožja Palm Beach, ki je začel prizadevanja za izvlek. 28. avgusta 2019 so iz ribnika izvlekli bel avto in ko so ga povlekli na obalo, so preiskovalci našli posmrtne ostanke. S forenzičnimi tehnikami so hitro uspeli ugotoviti, da posmrtni ostanki pripadajo Williamu Moltu. Njegova družina je bila obveščena o odkritju in se zahvalila šerifovemu uradu okrožja Palm Beach ter Barryju Feju za ves njihov trud. V letih potem so skupine kot The Adventures with Purpose in druge odkrile podobna odkritja v vodnih poteh po ZDA. S tem so prinesli odgovore družinam in omogočili pokojnim, da končno počivajo v miru. Številka 1. Google zemljevidi omogočajo vsakemu izmed nas po vsem svetu, da poiščemo katerikoli naslov in si ga ogledamo v različnih časovnih obdobjih. Nekateri izmed nas poiščemo svoje otroške domove, da vidimo, kako so se skozi leta spremenili. Drugi gledajo šole, stare podjetja in jih celo uporabljajo za iskanje novih krajev, kamor bi šli. Leta 2010 so preiskovalci v Južni Karolini uporabili to tehnologijo, da bi jim pomagala določiti morebitnega osumljenca. 30. julija 2010 so Edgar Lopez in Pablo Gutierrez Guzman
bili najdeni na posestvu v Richlandu v Južni Karolini. Ustreljena. Njuna smrt je pretresla lokalno skupnost in vsi so se spraševali, kdo bi bil sposoben storiti kaj takega. Noben od njiju ni imel znanih sovražnikov in oba sta bila ljubljena strani prijateljev in družine. Med začetno preiskavo so očividci v bližini posestva uspeli podati opis, ki ga je šerifov urad okrožja Richland, na podlagi katerega so izdelali fotorobot. Kljub trudu, ki so ga vložili v primer, je ta zastal. To je bilo tako, dokler jim ni v oči padlo eno ime. Leslie Todd Parvin. Priče so se spomnile, da so tisti dan videle Leslieja v bližini posestva in okoli njega. Nekateri pa so celo videli njegov zeleni Kiin enoprostorec, kako hitro zapušča prizorišče. Preiskovalci so sumili Leslieja, vendar brez dokazov niso mogli ukrepati. Ni bilo jasno, ali so na kraju dogodka našli sledi pnevmatik ali kakšne druge fizične dokaze. Ker je avto hitro pobegnil in na posestvu ni bilo varnostnih kamer, so preiskovalci mislili, da so obtičali. To je veljalo, dokler niso odprli Google Maps in zavrteli čas nazaj, v leto 2010. V čistem naključju so uspeli najti posnetek posestva z dneva zločina, na katerem je bil v kadru zelen Kiin enoprostorec. Eden od prič je na začetku preiskave oddelku posredoval del registrske tablice, kar jih je pripeljalo do potrditve, da je zeleni Kia, najden na prizorišču na Google Earth, pripadal Leslieu Toddu Parvinu. Nažalost je Leslie že zapustil Južno Karolino, ko so policisti dosegli napredek v primeru. Po stiku z Lesliejevo družino je policiji uspelo prepričati njegovo družino, da ga pregovorijo, naj zapusti svoje skrivališče v Louisiani in se vrne v Južno Karolino. Ko se je vrnil, je bil uradno obtožen in areteran. Po 15 letih čakanja. Februarja 2025 je bil Leslie spoznan za krivega po obeh točkah obtožnice in obsojen na 35 let zapora. Uradniki o tem primeru niso razkrili veliko. Lesliejev lastni oče pa je za Daily Record povedal, da verjame, da je k zločinu morda prispevala sinova. 20-letna vojaška kariera, v kateri je služil na 2 misijah v Iraku in Afganistanu, Leslie je sodišču povedal, da je ravnal v samoobrambi in da so mu diagnosticirali PTSP. Po zaslugi Google Maps lahko družini Edgarja in Pabla zdaj začneta celiti rane, saj je bila pravica dosežena. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite naročiti se in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Knott in se vidimo v naslednjem videu.